Dobrodošli v Modri sobi, krmarjenje s travmo, podcastu revije Sensa. Moje ime je Metka Kuhar, sem predavateljica, raziskovalka. Danes se bomo poglobili v teme, ki se dotikajo nasilja nad ženskami, spolnih vlog, spolnega nadlegovanja, spolnih zlorab, težke teme, vprašanja, ki na žalost so zelo pereča tudi v sodobni družbi, zahtevajo veliko pozornosti, veliko razumevanja. Gre tudi za vztrajne kršitve človekovih pravic. Z nami je danes izjemna gostja, profesorica, doktorica, akademičarka Darja Zaviršek. Dobrodošla, Darja. Hvala lepa. Darja nam bo pomagala nasloviti te teme, razumeti ta vprašanja. Darja Zaviršek je strokovnjakinja s področja socialnega dela in družbenih ved, ki ima več kot 30 let izkušenj pri raziskovanju in obravnavi nasilja, različnih oblik nasilja. In tudi ena prvih raziskovalk v Sloveniji, ki se je posvetila tej tematiki. Njeno delo je izjemno obsežno, ni samo raziskovalka, tudi predavateljica, zagovornica človekovih pravic, aktivistka, pa tudi avtorica res številnih del. Med temi bi mogoče izpostavila knjigo Skrb kot nasilje, družinski pojmovnik za mlade, hendikep kot kulturna travma, mogoče na tej točki se ustavim. Darja je s svojim delovanjem tudi močno vplivala na izboljševanje zakonodaje oziroma vplivaš praks, storitev za žrtve nasilja v Sloveniji, pa tudi širše. Torej še enkrat dobrodošla, Darja. In bi te kar mogoče kot prvo vprašanje vprašala, kaj točno razumemo pod pojmom nasilje nad ženskami, zakaj je ta tema tako pomembna? Hvala lepa, Metka, in hvala za to prijazno predstavitev in to, da me imaš v studiu. Torej, nasilje nad ženskami je vsekakor treba vzeti zelo resno. Danes se mi zdi, da se je znanje okoli nasilja nad ženskami posedlo. To pomeni, vsi že vedo, mladi v šoli se o tem učijo, starejši, da je to fizično, spolno, materialno, psihično in tako naprej nasilje. In se mi zdi, da smo na tej deklarativni ravni zelo veliko dosegli. V smislu, imamo zakonodaje, imamo tudi ljudje so nekoliko bolj ozaveščeni, mladi so bolj ozaveščeni. Veliko bolj me pa skrbi, bi rekla, ko se res nasilje zgodi, mislim, da smo pa naredili zelo malo, pri podpori žrtvu, in to je tudi to, kar tebe zanima, kako ravnati s travmo in tudi v tem smislu, kako dejansko predvsem podpreti, bodi si otroke, ki so žrtve nasilja, bodi si ženske. Zdaj, za vse tiste, ki jih to moti, da govorimo o nasilju nad ženskami, moramo pogledati v zgodovinski perspektivi. In je treba spomniti, da če pogledamo dolgo zgodovino človeštva, tiste pisne vere, ki jih imamo, jaz sem recimo v knjigi, v predgovoru Caroline Emke, in omenila Sirski zakonik 1500 pred našim štetjem. To je verjetno en prvih zapisov, kjer so ljudje na kamnitih tablah napisali zakone o ženskah. Zakonodaja, bi danes rekli, na področju nasilja nad ženskami. In tam dobesedno, to tablo lahko najdete tudi v Pergamon muzeju v Berlinu. Torej tam pravi, če meščan ni zadovoljen svojo ženo, jo lahko prebije ušesa, jo lahko pretepe, jo lahko nažene brez vsega. Torej, še ta komponenta, revščina ženske, odid, ampak seveda brez vsega. Potem meščan lahko posili, če ženska ni žena, če ni poročena. To pomeni ne biti poročena, biti od nekoga, biti lastnina nekoga. Pomeni nič, ni pomenilo nič. Skratka, torej, to je 1500 let nazaj, pred našim štetjem. Potem imamo pa dolgo 2000-letno zgodovino, kjer je bila variacija tega, kar piše na asirskih kamnitih tablah.
Ne? In ta variacija ko sem sama začela z raziskovanjem nasilja, konec 80-ih let 20. stoletja, je bilo tako, da vsakič, ko sem recimo predavala o tem, je nekdo dvignil roko. Predvsem so bili to moški, vendar moški so bili vedno tu in tam sploh prisotni na takšnih predavanjih še danes, ne? Ko govorimo o nasilju nad ženskami, v glavnem pridejo ženske, ne pridejo moški, čeprav rečemo, morali bi targetirati moške, kot recimo naredi Istanbulska konvencija, ko reče, fantje, dečki, začnimo v družini, ne? Začnimo jih socializirati drugače in tako naprej. No, ko sem 40 let nazaj skoraj, ne, recimo imela svoje prvo predavanje na temo nasilja nad ženskami, se je vedno dvignil kdo, ženska ali moški, in rekel, kaj pa moški, ali pa saj to je vendar zato, ker jo ima rad, saj to je izraz ljubezni, poleg tega pa, veste, to je alkoholizem, je glavni vzrok, pa ljubosumnost, ali pa takrat, ko so lunine mene, takrat je posebno hudo. Ne? Takrat tudi policisti, socialne delavke pogledajo malo čez prste. Ne? To je pač narava. Ne? Ali imamo kup teh mitov, ki so vezani na nasilje. V tem smislu, ne, se je spremenilo. Ne? Danes ne boste več v resni razpravi našli nekoga, ki bi dvignil roko in rekel, to so lunine mene. Ne? To pomeni, nasilje se ne interpretira več kot stvar hormonov, narave moške, ki je bolj predatorska, agilna, agresivna mogoče, ali pa bi rekla odločna ali kakorkoli. Z biologijo. Biologistične interpretacije, to ne boste več slišali. Ne? Tudi redko kdaj boste v javnosti slišali še eksplicitno okrivljenje žrtve. Ne? Celo recimo na sodiščih, ki so bila recimo dolgo časa neobčutljiva, ali pa tudi psihologi, psihiatri in tako naprej, danes ne boste več slišali, ne, tega, da bi kdo rekel, zakaj ste pa nosili kratko krilo, ali pa a ste prepričani, da se je to zgodilo, ali pa zakaj pa ste šli po noči domov čez Tivoli. Ne? Skratka, tega ni več. V tem smislu se je tisto, kar se je v tej dolgi zgodovini spremenilo, je vendarle je več ozaveščanja o tem, da je nasilje nad ženskami nek normaliziran, zgodovinsko pogojen vzorec recimo moškega obnašanja, kar pomeni, da so vanga socializirani samo določeni moški, ne vsi, daleč od tega, in da so določene ženske internalizirale takšne obrazce obnašanja in verovanja, kaj je to ženska, da to dopustijo, pripustijo, so tudi volatilne in tako, in nekatere, ki se, bi rekla danes, hitro uprejo. Ne? Ampak vsekakor, ne, čeprav je prišlo do večjega ozaveščanja, moramo nasilje nad ženskami še vedno jemati zelo resno. Ja, mislim, tukaj jaz bi sam izpostavila nekaj podatkov. 2 dni nazaj je bila v bližini našega bloka ena policijska intervencija, ne, pa sem potem naslednji dan iz radovednosti šla pogledat pod intervencije in sem bila prav presenečena, recimo, da se je na področju Slovenije v 24 urah dogajalo 5 posegov oziroma intervencij na domovih zaradi prijave nasilja v družini. Izrečene so bile 3 prepovedi približevanja moškim, ne, zaradi nasilja nad žensko. To govoriva 2 dni nazaj v Sloveniji. Ne, in hkrati recimo, imamo recimo 1300 prijav fizičnega nasilja nad ženskami letno. V zadnjih 10 letih, ne, ta številka še narašča, mogoče tudi ravno zaradi te ozaveščenosti, kar ti praviš. Tudi če gledamo vsa ta zadnja leta, ne, imamo 4 do 7 femicidov, se pravi umorov žensk strani intimnih partnerjev. Ne, in to res enih takih zelo brutalnih umorov, ne, bi lahko rekli tudi izpred 1500 let pred našim štetjem. Ne. Tudi na ravni Evropske unije na 100.000 žensk 0,4 ženske doživi umor. Ja. Ne, mislim, še vedno imamo letno tudi 150 do 200 prijav spolne zlorabe oziroma spolnega nasilja. Ne, tudi ogromen je teh prepovedi približevanja, ne, to je v tisočih.
in tudi 20% teh prepovedi približevanja je kršenih, recimo strani povzročitelja. Skratka, to niso neke teme, ne, o katerih tako kot prav smo ozaveščeni in se dogajajo v zelo majhni meri. Ne, mislim, te stvari se še vedno dogajajo tudi pri nas, v Sloveniji danes, v precejšnji meri. Če sam pogledava te številke in te številke ne kažejo vseh primerov. Ne, to pravijo strokovnjaki, recimo prav specialisti za ta področja, kriminalisti, da je to samo vrh ledene gore. Tako je. In to je to, čemer jaz pravim, da se v resnici ni veliko spremenilo. Ne? Mi smo zelo dobri v pisanju zakonodaje, zelo slabi smo pa pri konkretni implementaciji, ne? Pri konkretnem vzgajanju, ne, rečemo, ljudi, otrok, dečkov in deklic v odrasle in v ljudi, za katere nasilje nad ženskami preprosto bo, ne, tako kot pravimo, ničelna toleranca, ne, sploh ne bo okoli tega diskusij. Ne, tega, torej nasilja, enostavno, to ne sme biti vzorec obnašanja in tako naprej. Ne. In recimo, in tukaj smo res zelo malo naredili. Ne. Recimo velikrat, tako kot je nekdo rekel, ne, slovenimo razne zakonodaje in implementacije in direktive, kar pomeni, slovenimo jih tako, da se v resnici nič ne spremeni. Ne. In recimo zdaj je, recimo en zadnji primer vam povem, ki je povezan s tem, da so 7. maja ta mesec je išla na ravni EU-ja nova direktiva povezana z preprečevanjem nasilja nad ženskami. Ne. In ta direktiva eksplicitno govori o prepovedovanju obrazovanja deklic, ne, v Evropski uniji. Zdaj to je pomembno zaradi tega, ker imamo več ljudi, migrantov, ki prihajajo iz držav, kjer je obrazovanje deklic samoumevno. Ne, to ni bil izvorno evropski problem. Ne. Potem pa govori o eksplicitni prepovedi poročanja deklic. Tukaj pa imamo problem. Ne. In nekaj mesecev nazaj me je srh spreletel kožo, ko sem brala v 2 medijih, uglednih, neke samoumevne opise porok romskih deklic v Ljubljani, kjer je en novinar se celo nekako posmehnil, no, če imate preveč denarja, pa pridite na romsko poroko, ne, tam je treba, ne, denar metati v zrak, ga dajati, poklanjati in tako dalje. In sem pisala nevladnim organizacijam, ki jih poznam, prosim, javite se. Ne. Slovenski mediji, torej tisti dotični, ne, normalizirajo spolno nasilje nad deklicami. Ne, ker romska poroka, to pomeni poroka 13, 14, 15-letne deklice, ni drugega kot, bi rekla, v določeni skupini, v neki skupnosti ali pa v neki družini normalizacija spolne zlorabe. Ne? Ja, mislim, eno od teh zadnjih porok se je upravičeval, ne, da je bila dekle stara 17 let, ženim pa 18, ne, mislim, da je bila ta odmevna poroka verjetno, ne, ampak dejansko gre za trgovino z belim blagom in zlorabo. Tako, ne, in policisti recimo na Dolenjskem poudarjajo, da je tega več, da ni manj, ne, da res je, da so razlike, absolutne razlike med romskimi družinami. Nataša Brajdič je policistka, je to pred nekaj leti že opozorila, ne, da v njihovi skupnosti v Prekmurju se ne poroča deklic in tako naprej, tako da ne smemo ne generalizirati, niti vemo, ne, da se deklice ne poroča samo v romskih družinah, ampak tudi po mnogih delih sveta. Ne. No, ampak hočem reči, ne, upam, da se bo kaj spremenilo, zaradi tega, ker Slovenija ni na tem področju nič naredila, ampak je pogledala stran. Učiteljice pogledajo stran, recimo zgodba, ko reče oče, da letos pa mi ne bomo kupili šolskih zvezkov. Ne? In učiteljica, ker pač pozna Rome na svojem področju, ve, da bodo deklico poročili in bo deklica čez 3 mesece nehala hoditi v šolo in se jim ne splača družini delovne zvezke kupiti. A mislite, da bo ta učiteljica šla na policijo? Ne, verjetno se boji za sebe, noče imeti težav in tako naprej.
Ne? Seveda zaradi tega, ker različni podsistemi med sabo ne sodelujejo, ali bo kdo to učiteljico zaščitil, če bo prišlo do nasilja. Enako je s socialnimi delavkami. Ne? Torej, recimo, zdaj je 11 let nazaj, ko so direktorji CSD-jev, 2 direktorja, eksplicitno v medijih dejala, da je to njihova kultura. Ne? Torej, ta redukcija, etnizacija, patologizacija Romov, češ, da je to del kulturnega obrazca. Ne, to je škodljiva socialna norma, ki jo samo v nekaterih družinah med Romi prakticirajo. Velikokrat tiste družine, ki pridajo iz drugih balkanskih držav, ki niso družine ali pa ki niso slovenski Romi, ne, ki bi več stoletij živeli, ne, na tem področju, ki mu danes rečemo, ne, Republika Slovenija in tako naprej. Tako da, kot rečeno, ne patologiziramo, ampak poglejte, ta direktiva, ne, govori o tem, kar sami nismo uspeli narediti. Ne. Zato sem jaz te direktive zelo, zelo vesela. Ne. In to pomeni, če pride direktiva, da jo moramo v roku 3 let tudi implementirati. Ne. Spraviti nekako prakso v neka konkretna dejanja. Ja, kar seveda pomeni, to pomeni predvsem, da jo moramo implementirati v zakonodaji, to pomeni, nastal bo nov člen, nov člen. Preden jo bomo pa implementirali, bodo pa tukaj pretekle vode, ne, 100-letne. In obenem ta direktiva recimo govori tudi o preprečevanju nasilja v smislu fotografiranja in razpečevanja seksualnega gradiva, ne, po internetu in tako naprej. Vemo, da so nekatera dekleta za to delala celo samomore, a ne, ker so pač njihove fotografije, ker so bile nepoučene, a ne, bile so naivne. Dekleta in fantje imajo malo življenjskih izkušenj, a ne, tako kot dekleta ne vejo, kaj pomeni, a ne, če bodo nekatera dekleta. Oziroma tudi če vejo, mogoče ne še vedno lahko pride do... Ja, ali pa predvsem zaupajo, ne, ali pa ne vejo... Zaupajo, ja. Zaupajo, pa tudi same sebe ne poznajo dobro. Ne, ko pa recimo fotografija, kako je ona recimo v kopalkah pride na splet, ne, je pa šele reality check. Kaj bodo pa zdaj rekli moji starši? Kaj bodo pa rekli sošolke in sošolci? A me bodo imeli za prostitutko in tako naprej. Ne? In to mlada deklica ne more vedeti vnaprej. Ne? Tako tudi mladi fantje ne morejo vedeti vnaprej, ne, da kaj pomeni, ko bodo oni to fotografijo dali na splet. Ne? Ravno tako ne. No, in recimo Evropska komisija in Svet Evrope, ki je zdaj sprejel to direktivo, ne, je lansko leto izdal podatke, da je 84 milijonov pornografskih fotografij v tem hipu na spletu znotraj Evropske unije. Potem si lahko mislite, koliko je tega gradiva. Ne? Skratka, seveda, kak trg je to? Mislim, to je trg, ne? V glavnem gre za odrasle ljudi, ki trgujejo, ne? Ampak gre pa seveda tudi za mlade. Skratka, vse to naj bi ta nova direktiva, ne, ki je čisto nova, prenesla in spet nekoliko ozaveščanja. Ne? Nekaj se bo o tem govorilo, starši se bodo poučili. Ne? Recimo, se spomnim, ko sem pred več kot 35 leti imela svoje prvo predavanje o spolnih zlorabah otrok. Jaz sem prišla takrat iz Nemčije in jaz sem takrat v Nemčiji na fakulteti za socialno delo prvič slišala o tem, ne, da obstajajo spolne zlorabe otrok. In sem študentkam socialnega dela o tem predavala, predavalnica je bila polna, nekoča, ne tako kot danes, ko so predavalnice prazne, to je bilo sigurno 150 ljudi, ki je, in zraven je bil en kolega, učitelj, ki je na koncu rekel, to se dogaja samo na Zahodu. Ne? Torej vidite, to pot smo prehodili, ne? Nismo pa prehodili, če poslušamo žrtve. Ne? Recimo, hkrati imamo mogoče še vedno, samo to omenjam, to smo mi dve tudi skupaj napisali en znanstveni članek, ki tudi sodelujemo, ne, občasno. Koliko je tega še vedno v Sloveniji, ne? Recimo spolnih zlorab
do 18. leta starosti strani vsaj 5 let starejše ali pa odrasle polnoletne osebe. Ne, in tukaj je prišlo približno 10% odraslih žensk, ne, je doživel tako obliko zlorabe in približno 3% moških, ne, v svojem otroštvu oziroma mladosti. In to večinoma strani njim poznanim oseb, ne vse samo znotraj družine, ampak tudi prijateljev družine, soseščine, ne, in tako naprej. Še bolj so pa nekako, večja verjetnost doživetja spolne zlorabe je pa pri tistih z nižjim socialnim položajem. Tako da mogoče, če lahko še tukaj na tej točki kaj komentiraš, te podatke, tudi, kakšne posledice, recimo, pusti, ne, tako prezgodaj, ne, doživeto nasilje. Oziroma vsakem, zdaj sem rekla neumen, ne. To je bilo tako, kot nekako, mogoče pa na tej točki izpostavim, ne. Moja hči je letos maturantka, pa v tem učbeniku esej na maturi, ne, se govori, ne, je interpretacija tega dogodka v mestu Gogi, kjer gre tudi za spolno zlorabo, ne, posilstvo v otroštvu, ne, oziroma mladosti te ene glavne junakinje, če se temu tako reče, ne, Hane. In interpretacija je, da gre za zgodaj doživeto spolnost. Ne, recimo v tej knjigi se temu ne reče tako direktno, ne, to je posilstvo, ne, oziroma celo pedofilija. Sicer kasneje so potem tudi nekateri učitelji interpretirali na tak način. Ne. Zdaj, če pogledamo zgodovinsko ali pa še danes, ne, nekateri razumejo spolno zlorabo recimo otrok, ne, ali pa bližnjih otrok, ne, ki jih poznajo, kot neke vrste iniciacijo v spolnost. Ne. In recimo mlade ženske, ki so pisale na spletni portal Jaz tudi, so tudi to tako doživele, ne, kot da bi jih nekdo iniciiral, jih pravzaprav označil in tudi zaznamoval. Tako kot je tlele pri Hani, ne, ker reče, prvega ne pozabiš nikoli. Ne, mogoče na ta način, kot, ne, to je neka izkušnja, ki je iniciacijska. In to v zelo negativnem smislu. Ne? V smislu nasilja, v smislu mogoče celo vseživljenjske zaznamovanosti. Ne? Zdaj, kar se tiče tega, kar si prej rekla, nižji socialni sloj. Ne? Zdaj, dolgo časa smo se zelo izogibali, da bi spolno nasilje ali pa sploh nasilje, ne, nad ženskami kakorkoli pripisovali nižjim socialnim slojem. Ne. Zato, ker je bila to nekako v preteklosti, a ne, se je rekala, ne, alkoholiki, pa revni, pa ljudje, ki so manj izobraženi, a ne, dejansko izvajajo več nasilja. Ne. Potem je prišlo do buma, ne, kjer so raziskovalke rekle, sploh ne. Ne, samo višji socialni sloji to delajo veliko bolj prikrito in ženske o tem ne govorijo, ker lahko veliko zgubijo. Prestiž, hišo, velik avto, vikend z bazenom in tako naprej in so tiho. Ne. In tako da je pa zanimivo, da v tvoji raziskavi pa je bilo za mene zanimivo, da pri ljudeh z nižjim socialnim statusom so bili povzročitelji spolnih zlorab v otroštvu do 15 leta starosti ljudje, kot so recimo sosedje. Zdaj, kako si to razlagam? Recimo, imamo ljudi, ki morajo veliko delati, v smislu, da delajo na šihtu. To pomeni, ne morajo jeti po otroka v vrtec, takrat, ko se vrtec zapre. Potem se še vozijo z lokalnim transportom, recimo, ali pa domov. In potem je 1 uro, 2 uri tisti prazen prostor, kjer otroka nekdo pazi. In sicer tisti, ki je v družini blizu in ga družina zaupa. In tukaj se lahko zgodi, ne, ta povezava, ne, da nekdo, ki je recimo socialno šibkejši ali pa revnejši ljudje, ki morajo imeti več jobov, se jim lahko zgodi, ne, da dajo otroka v varstvo nekomu, ki ga zlorablja. Ne, čeprav seveda zlorabljevalca ne moramo videti na površini obraza. Ne? Zlorabljevalci so simpatični, prijazni, ugledni. Ne? Jaz to nekako primerjam z
tem, čemer je Hannah Arendt rekla, banalnost zla. Ne? Vedno upamo, si želimo, zato da nekako našo urejenost vsakdanjega življenja na nek način ohranjamo, da rečemo, ne, saj nasilje prepoznamo. Nasilje se vidi na površini obraza. To so ljudje, tako kot so v 19. stoletju kriminalce merala, ne, grdi, posebno grdi ljudje in tako naprej. Kot da je lepi obraz, izraz lepe duše in tako. Ne. Torej, tukaj vedno znova, ne, recimo tudi zdaj, ko sem pisala na področju svoj komentar, ko je prišlo do razkritja spolne zlorabe v socialno-varstvenem zavodu, ne, IG Draga. In seveda je to samo vrh ledene gore, tako kot si že prej rekla, in razlika izpred 10 let je ta, da so vodilni kader, da je takoj šel na policijo, da so ljudi odpustili, da so ta dva storilca, ne, torej osumljenca, rečemo, ne, odpustili, ampak ne, tisto, kar se mi je zdelo pomembno, je, da ne vidimo, ne, da smo vedno tako, recimo, navdušeni, ne, kako prijazni, recimo, varuhi, vzgojitelji in tako naprej. In res je težko videti, ne, res je težko videti. Vsi, ki so, recimo, te ljudi, ki so jih potem zasačili pri dejanju, ne, poznali, so rekli, nikoli si ne bi mislila, ne, dolga leta je bil v našem zavodu. Ne. Seveda, bolj, ko je inštitucija zaprta, ne, manj, ko imamo izkušenj, znanja. Ne. Vidite, tukaj se vidi, ne, to, kar sem rekla prej, ne, mi lahko še toliko zakonov sprejmemo, ne, če osebje ni dovolj senzibilizirano, ne, da v te tako imenovanem gostem opisu zazna, bi rekla, kontekst nasilja. Ne, recimo, otroci, ki ne dobivajo obiskov, ki nimajo tako imenovanih tečnih staršev, ki jih osebje ne mara, ki so bolj overani. Te otroci ali pa odrasli tudi so bistveno bolj ranljivi, da se jim bo nasilje zgodilo, kot otroci, ki imajo tečne starše, ki prihajajo na obisk, ki hodijo domov, ki so bolj samozavestni in ki so manj overani. Ne? In recimo Evropska komisija je veliko o tem napisala, ne? Vendar se zdi, da pri nas ljudje niti ne berajo stvari, ne, bi rekla, od zgoraj navzdol, to pomeni odločevalci, ne? Kaj šele recimo tisti, ki pripravljajo treninge in tako dalje. Ne? Bolj se zdi, da je pomembno govoriti o diagnozah, pa testirati ljudi, pa govoriti o tem, kakšne vrste, bi rekla, nadzorovanja, pa kamere, pa varnostniki. Ne? Vse to se zdi bolj pomembno, kot pa, da bi usposabljali osebje na področju zaznavanja spolnih zlorab. Ne? Zato, ker pri vseh teh zgodbah ne gre zgolj za to, ne, da bi videli, torej, to je psihološki profil povzročitelja, ali pa socialni profil tako, ne, pa to bi rekla, ta gost opis, ta kontekst je potrebno vedeti. Ne, prepoznati. Prepoznati, ne, videti, kdaj je najpogosteje, ne, da pride do zlorabe. Ne, in tudi, recimo, vemo, ne, to znanje je pravzaprav, ne, v Evropi desetletja že znano, ne, pri nas ga ni. Ne. Recimo, da manj overani uporabnik, rečemo recimo v nekem socialno-varstvenem zavodu, bo zlorabljal bolj overanega moškega ali pa žensko. Ne. Ni, ne, je tukaj, mislim, seveda prihaja tudi do spolnih zlorab nad dečki in moškimi. Ne. Se pravi, bolj, ko si ranljiv, bolj si nekako ogrožen. Ne. Seveda, ne. In potem recimo Evropska komisija je Sloveniji prevedla priročnik za delo v vrtcih in v vzgojno-varstvenih inštitucijah, kjer se dela z otroki na temo kiko in roka, ne, usposabljanje. Nihče ga ne pozna. Ne? Skoraj nihče. Kako je tle razlika, med ne? In tukaj, svetom idej in pol prakso. Tako, ne? In tudi svetom zakonodaje. Ne? In
In v bistvu tukaj vidimo, kje so prioritete. Ne? Prioriteta je napisati zakon, pravniki so pokriti, ni pa prioriteta, da bi se res nekaj spremenilo. Kot da bi, ali pa se nam zdi, da ko smo napisali zakon, smo s tem že vse naredili. Samo verjetno spreminjanje vzorcev, prepričanj, vedenja, to je nek tak zelo dolgotrajen proces. Ampak začne se z branjem knjig in z študijem in z usposabljanjem. Tega usposabljanja ni. Recimo David Finkelhor, ta slavni strokovnjak na področju spolnih zlorab, vedno poudarja, če naredimo 2-urno usposabljanje, nismo naredili nič. Je tako kot nič. Razen, če gre pač za nek kurs. Ampak verjetno je podoben, kot recimo, če se želi ustanova preoblikovati v tako, ki temelji na razumevanju travme, obe dve poznava ta koncept. Mislim, to je večleten projekt, ki mora biti ena zelo velika zavezanost vodstva in tudi zaposlenih, oziroma vseh akterjev, vseh, ki so znotraj inštitucije. Mislim, mogoče bi te še to vprašala, zdaj, ko smo glih pri inštitucijah. Recimo ravno včeraj je bil v Delu objavljen intervju z gospodom, ki je bil na čelu gibanja Dovolje. Je gostoval v Sloveniji. Janez Cerar. Tako. In ti si tudi raziskovala zlorabe otrok znotraj katoliške cerkve v Sloveniji. Pa mogoče tukaj bi te vprašala, kaj so bila tvoja ključna dognanja. Torej, Janez Cerar, jaz ga zelo spoštujem, je naredil izjemno delo. 2019 so se ustanovili z organizacijo Dovolje in jaz tem rečem, mi tu v najbolj konzervativni inštituciji, tako bi rekla globalno gledano, mislim, v Evropi rečemo, torej skratka v katoliški cerkvi. On je v Sloveniji, mislim, ta je bil pa Hans Zoller, tako je pa iz Nemčije, ki je pa pravzaprav začel za Vatikan. Tako, ja. No in jaz sem celo rekla, napisala enkrat, da je mogoče naš MeToo, oziroma jaz tudi nekoliko spodbudil, potem tudi druge MeTooje, da pridejo ven. In recimo, seveda, bil je skrajni čas, da tako kot v socialno-varstvenih inštitucijah, javnih inštitucijah ali pa šolah ali pa knjižnicah ali pa v bolnišnicah, fakultetah in tako naprej, seveda se dogajajo spolne zlorabe tudi v katoliški cerkvi in spet ta razmerje moči je tako zelo ključno, kontekst. In pri otrokih, ki so, jaz sem potem v bistvu toliko se s tem ukvarjala, da sem šla čez analizo vseh obstoječih člankov, ki so bile napisani v določenem obdobju o obtoženih ali pa najprej obtoženih in obsojenih ali neobsojenih duhovnikih. Tako da sem šla analizo medijev delati, medijske pokritje in tudi nekoliko odzive okolja, v katerem so spolne zlorabe prišle ven. In tisto, kar je zelo tipično, na kar moramo biti pozorni pri spolnih zlorabah v cerkvi, je, da starši zaupajo duhovnikom. Torej, tukaj imamo dvojno prepreko. Ne samo, da je otrok vizavi odraslega nemočen. Potem je nemočen tudi vizavi staršev, ki so sami velikokrat zelo verni in zelo zaupljivi do duhovnika. Potem je še tretja dimenzija. Če je recimo v javnih šolah, v sekularnem svetu, imamo desetletja že govora o otrokovih pravicah. O tem, da je otrok subjekt pravic. O tem, da otroštvo ni samo neko čudno stanje, ko nekdo še ni pravi človek. In mu je treba še hudiča iz njega izbiti in tako naprej, da tako se malo pritlehno izrazim. Kar je bilo včasih doktrina. Ja. V cerkvi je pa doktrina obstoječa, da mora biti otrok pokoren.
Beseda pokoren je uradna beseda, pokoren odraslemu in staršem. Ne. To pomeni, kako bo otrok, ne, v tej pokornosti, kaj mislim rekel, spregovoril, bil enakovreden sogovornik. Ne. Če že v javnih šolah, ne, že v javnih inštitucijah imamo težave. Ne. Kaj šele v religioznih, ne, ki so veliko bolj hierarhične. Ne. Torej, tukaj so te dimenzije, ki so bolj zahtevne. Recimo, spomnite se, ko je bil to je bilo za mene neverjetna zgodba, ne, ko je prvič prišlo ven, tako bi rekla, velika zgodba, ne, meni se je bilo, torej v eni manjši vasi, o tem sem tudi pisala. Se to je tudi članek. Tudi članek spolne zlorabe v katoliški cerkvi, tako, ne, to je bilo leta 2016 in je otroški parlament bil, potem spregovori prvi otrok, pa drugi otrok, pa tretji otrok, kaj so pa naredili starši in cela vas, proti otrokom so se obrnili. Ne? Torej, otroci so tisti, ki lažejo. Torej, to je neverjetno, ne? Popolnoma neverjetno. Tako da tukaj vidimo, da imajo ljudje, ki so preživeli spolne zlorabe v katoliški cerkvi, še več preprek, da spregovorijo. Recimo, zelo tragične so zgodbe, ko pravi človek, šele ko so mi starši umrli, takrat sem spregovorila, naprimer. Ne? Torej, starše se ne sme obremeniti s to grozljivo zgodbo. Ne? Recimo, imamo tudi zgodbe psihiatrov, ki jih poznam, ne, kjer starši z otrokom, odraščajočim in tako leta in leta hodijo na terapije, ampak ne spregovorijo o spolni zlorabi. Vzrok, ne, trpljenju je pa spolna zloraba. Ne. Zaprav to je še vedno ovito v eno veliko tančico, tako skoraj da neprebojno, sramu, krivde. Ja, ne, in tudi tisti, ki spregovorijo, imajo velikokrat konsekvence, ne, se jim grozi ali pa zgubijo službo, ne, zgubijo pozicije in tako naprej. Ne. Torej, to je res jasno je, da to preprečuje razkritja. Ne. Je pa tako zelo pomembno. Ne. Meni se je zdelo tako povedno, ko je Hans Soler naslovil svoje predavanje Človeško dostojanstvo v katoliški cerkvi. Ne. A ni to paradoks? Ne. Ne. To pomeni, seveda, ne, tako kot smo morali dobiti, ne, konvencijo o človekovih pravicah, cela množico, ne, zakonov in predpisov o tem, kaj je dostojanstvo, kaj je pravica, kaj so človekove pravice in tako bo to morala narediti v cerkvu. Ne. Kaj je človekovo dostojanstvo v njej? Ne. Prej so pa to jemali kot samoumevno, ne, da cerkev je enako človekovo dostojanstvo, pa seveda ni. Ne. Ja. Kaj pa lahko naredijo recimo žrtve? Recimo, ne, da niso vsi nekako tega izpostavili. Ja. Mogoče čisto lahko tako konkretne ali pa relativno konkretne. Ja. Za ljudi, ki so preživeli spolne zlorabe, je pomembno, da tudi na splošno spolne zlorabe. Tako. Je pomembno, da ljudje govorijo o tem. Potem se ljudje, ki so preživeli spolno zlorabo, prepoznajo v tem, razmišljajo o tem, ali bi mogoče prijavili, ali bi tudi komu povedali. Bolj si upajo povedati ljudem, recimo poiskati tudi psihoterapevtsko pomoč. Ne, upam, da imajo dobro roko, ne, v našem obupnem tržišču. Ne, veliko praks, ki niso najboljše. Ne. In zdaj nekateri tukaj imamo malo deljena mnenja. Ne. Nekateri pravijo, strukturno, če hočemo strukturno spremeniti stvari, človek more prijaviti na policijo pa na sodišče, oziroma pač na policijo, začeti postopek. Ne. Drugače ne bo nikoli prišlo do spremembe. Zdaj drugi pa pravijo, dokler ti podsistemi so tako neobčutljivi in imajo take težave pri prepoznavanju, so velike žrtve potem v njih dvojno zlorabljene in ali se splača. Retraumatizirane. In je vprašanje, ali se splača.
Ne? In potem ljudje nekako navigirajo med tem, ne? Ali se splača, ali si ne bom naredil še večjo škodo, ne? Ali pa hočem biti, bi rekla, aktivni subjekt, politični subjekt v smislu spreminjanja realnosti, ne? Spreminjanja stvarnosti in hočem tudi za nekoga drugega narediti pot, da bo drugemu prijavljanje lažje. So pa tukaj že neki premiki, recimo v Modri sobi smo gostili Zorana Stankića Rupnika, odvetnika, ki je nekako eden od teh odvetnikov, recimo, ki spreminjajo tudi v prakso. Ne? Obe poznavata varno hišo za otroke, Barnahus, ki je že en tak model, recimo vse za otroke, žrtve spolnih zlorab, da naj bi nekako vseeno bil postopek tak, da se izognemo možnostim retraumatizacije, ki jih je ogromno. Ja. Postali smo dobri v birokratskih postopkih. Ne? To je nedvomno. Ne? V smislu prijaviti, ve se, kam prijaviti, kako prijaviti, kam namestiti otroka. Ne? To je, bi rekla, ta administrativno-birokratski postopek. Ne? Nisem pa prepričana, da smo postali dobri v tem, ko gre za nudenje konkretne pomoči, pa tudi, recimo, ena od takih stvari, o katerih leta in leta že govorimo, je, žrtve se premislijo. Zakaj se žrtve premislijo? Zaradi tega, ker vse skupaj traja predolgo. Zato, ker jih preveč ljudi preizprašuje. Žrtev pozabi, zavedno ali nezavedno. Žrtev preoblikuje zgodbo. Ne? In storilec pa bo tekom 14 dni, 1 meseca, 2 mesecev, 3 let zabrisal vse sledove za sabo. Ne? To pomeni, leta in leta ponavljamo, ko se pogovarjamo z otrokom ali pa odraslim, ki je bil zlorabljen, je to treba hitro opraviti. Ne čakati, najprej je en pogovor, čez 14 dni je pa drug. Čez 1 mesec se pa spet nekdo pojavi, čez 2 meseca pa se spet kakšen strokovnjak pojavi. To je administrativno-birokratski postopek, ki je v Sloveniji ustrezen, ne? S katerim pravno, formalno je to legalno, ne? Ni pa v korist, ni pa učinkovit. Kaj pa, če mogoče še se dotaknemo nasilja nad ženskam, ne? Recimo, katere konkretne korake lahko naredi, recimo, žrtev nasilja? Da se zaščiti, da poskrbi za svojo varnost, ne, recimo. Na katere mogoče inštitucije se lahko obrne? Oziroma, kaj bi ti svetovala? Danes se lahko nam številne inštitucije obrne v resnici. Ne? Kot rečeno, administrativno-birokratski postopki so znani. Ne? Lahko klikne na internet pa dobi recimo imena nevladnih organizacij ali pa varnih hiš ali pa centrov za socialno delo. To sploh ni problem več. Ne? Včasih je bilo tako, da je recimo rekla ženska, 2 leti sem imela v žepu telefonsko številko neke varne hiše, pa mi je pomagala. Ne? Ta listek mi je pomagal, da sem zdržala, da sem bila bolj močna in ker sem vedela, potem pa lahko to številko pokličem. To se je spremenilo. Ne? Potem recimo ta sporočila, imejte fotokopiran pasoš, imejte vrečko in tako naprej, da boste lahko bežali. Ne? Vse to je danes možno imeti v telefonu. Ne? Seveda, in ženske, ki morajo bežati, vejo, ne, kaj morajo narediti v tem smislu, ne, da so pripravljene. Ne. Veste, to je tako, kot je Bell Hook leta nazaj že rekla. Ne. Žrtve morajo delati ves čas interpretacijsko delo. To pomeni, žrtev je tista, ki mora vedeti, kakšen bo prišel domov, kaj naj jaz potem naredim, kaj naj rečem, kam naj grem, kam oddati otroke, kako pogledati, ne pogledati, stran pogledati in tako naprej. Ocenjevati tveganje, potem prilagajati svoje ravnanje. Razumeti storilca, ne? Ga brati in tako naprej. Ne? Torej, in tukaj, ne, ko govorimo o tem, da sej mnogo ženska, ne, danes ni nikoli
bila žrtev nasilja, ne? Ampak velikokrat tudi zaradi tega, ker je bilo treba delati veliko interpretacijskega dela, da vnaprej ve, a ne, medtem ko storilec ali pa bi rekla tisti, ki ima več moči, nikoli ne potrebuje delati interpretacijskega dela. Ne? On ne rabi nič vedeti, ne, o drugemu. Ja, tudi v končni fazi se te ukrepe kritizira. Ne? Recimo, ženske se morajo umakniti v varne hiše ali preseliti v nek drug kraj, spremeniti neke svoje poti, ne? Medtem ko moški niso niti pridržani, ne? Dobijo recimo to prepoved približevanja in če jo krši, pač neka denarna kazen. Mislim, zelo se kritizira te obstoječe, tudi ta obstoječ nabor ukrepov, da so premalo učinkoviti, ne? Oziroma da nekako spet dajo preveč pravic, recimo, da tako rečem, povzročitlu. Ja. Tudi, ne, tako, če pogledamo zdaj nekak širši kontekst, ne, vidimo, da se z militarizacijo sveta, ne, in militarizacijo Evrope se bo nedvomno povečalo nasilje, ne, nad ženskami, ne zmanjšalo. Ne. Vsa, bi rekla, in tudi bi rekla, običajno nadzorovanje, ne, tudi administrativno-birokratski stil življenja, ne, to, da je vedno več birokracije, vedno manj, bi rekla, odnosov, ne, vedno manj, ne, to recimo najbolj o tem govorijo zdravniki, ne, samo še v računalnik gledam, sploh več ne pogledam pacienta in tako naprej. Ne. To se je posod razpaslo, ne samo med zdravništvom in to bo povečalo, ne, nasilje, medsebojno nasilje. Ne. Samo da imamo tukaj še to komponento pač neenakosti zaradi spola. Ne. Ampak v resnici, ne, se pa v vseh izrednih situacijah, ne, zlasti v času vojn, se v resnici prag tolerance do nasilja se v bistvu zniža. Ne. In tisto, ne, čemer recimo danes, ne, ko beremo poročila iz vojn v Ukrajini ali pa zdaj pri Gazi, o tem nismo brali, še ne, bomo videli, pa seveda povsod drugje po svetu, posilstva žensk v vojni. Ne. S tem si se prav ukvarjala, ne? To si zdaj tudi nedavno zaključila, oziroma zaključuješ en tematski blok. Tako je. Pa mogoče, poveš kaj več tudi o nasilju, predvsem nad ženskam, no, v vojnih razmerah. Torej zdaj od 90-ih let, ko je bil svet priča masovnim spolnim nasiljem, posilstvom v Bosni in Hercegovini, ne, na Kosovem, torej Bosna in Hercegovina uradno okoli 50,000 žensk, ne, na Kosovem 20,000, Ruanda še veliko več, ne, da ne govorim o tako imenovani Demokratični republiki Kongo, ne, ki je država, ne, ne bi imela največje število žensk, ki so bile masovno posiljene strani sovražnikove vojske, katerakoli to je, ne, v teh proksi vojnah, to ni tako in asimetričnih in tako naprej, ni več bistveno. Ne. Torej, ne samo, da je najprej bilo dolgo časa, ne, stoletja, seveda se je zdelo, da gre za vojake, ki že dolgo časa niso imeli spolnega kontakta in so željni, ne, nekih spolnih stikov, in se je to opravičevalo na ta način, dokler, ne, ni v 90-ih letih prišlo seveda so feministične teoretičarke že v 80-ih in prej o tem pisale, da gre pravzaprav v izrednih razmerah, ne, v skrajnih razmerah oboroženih spopadov za tisto, kar se dogaja tudi v mirnodobnem času, ne, samo da se v vojni to popolnoma normalizira oziroma postane del vojskovanja, del vojaške strategije. Ne. To pomeni posilstvo sovražnikove skupine žensk, ne, je pravzaprav sporočilo sovražniku, zavojevali, ponižali, oskrunili smo nekaj, kar je vaša lastnina, to so ženske, ne, s tem smo v resnici ponižali vas. Ne. Zdaj pa ni samo to, ne, ni samo sporočilo sovražniku, ampak je dejansko, to se je potem izkazalo, ne, tako v Bosni kot v Ruandi, ne, pa še posebej v Kongu,
da so prvič, ženske so že začele živeti z neizmernim sramom, da se jim je to zgodilo. Niso več odhajale iz hiš, nekatere so bile pregnane iz svojih družin, čez da so nečiste in so postale begunke. To se je dogajalo številnim Bosankam. Ko se to zgodi, je razpad socialne kohezivnosti. Zato, ker ženske so tiste, ki v skupnosti ohranjajo rituale, obrede. Kdo so tisti, ki pripravlja mizo za rojstni dan? Kdo je tisti, ki organizira božične, velikonočne in druga praznovanja? Kdo je tisti, ki organizira razne pokušanje potic v lokalni skupnosti in tako dalje? To so ženske. To so ženske. In kot ženske to ne počnejo več. Bodisi zato, ker so popolnoma nefunkcionalne, zato ker so tako traumatizirane. Nekatere so padle v hudo depresijo, recimo v afriških državah imamo po zdravniku Mukwegeju, ki je tudi dobil Nobelovo nagrado za mir pred leti in tudi številne druge nagrade, kar nekaj bolnišnic oziroma neke vrste azilov, kjer pomagajo ženskam, ki so tako hudo traumatizirane, da v bistvu pravzaprav nič več ne morejo delati, ali pa in tako. Zdaj, to je ena stvar. Bodisi, da jih je tako sram, kot sem rekla, da sploh ne grejo iz hiše, bodisi, da so pregnane. To pomeni, da je sovražnik opravil svoje delo. Sovražnikova vojska je popolnoma poskrbela za razpad skupnosti. Ampak, ko govorimo in zato je zelo, zelo pomembno, da se da ženskam sporočilo, to se dogaja, to ni vaša krivda, to ni samo sovražnik, po koncu vojne počnejo posilstva tudi domačini in sovražniki in v mirno dobnem času je posilstvo ogromen in tako dalje. Ta znižan prag, kar si omenila. Znižan prag, ki potem pravzaprav povzroči, da se zdi, da je v družbi nasilje sprejemljivo in je normalizirano. In zaradi tega, recimo, po hrvaški vojni sem hodila po nevladnih organizacijah po Hrvaški, ki so dobivale denar iz Zahoda, iz mednarodnih humanitarnih organizacij, in je bila moja naloga, da sem intervjuvala ženske o tem, kaj so ključni problemi, kaj se je zgodilo po vojni. In po vojni so Hrvatice rekle, se je nasilje v družini nad ženskami povečalo. Zaradi tega, ker nekoga, ki je viden kot branitelj domovine, sploh ne morete prijaviti. On je heroj. In tukaj me skrbi, da z militarizacijo sveta in militarizacijo Evrope in militarizacijo vsakdanjega življenja ne bomo priča manj nasilju v zasebni sferi, ampak več. Mogoče en žarek, tak svetov žark, recimo to gibanje, ki ste tudi omenila naslov knjige, samo ja pomeni ja, ki poudarja, mislim, kaj pa en čist drugačen trend od tega brutalnega, grozljivega, upam, da ne, potencialne prihodnosti v širšem smislu. Ja, tako, tudi danes v tem pogovoru, v bistvu vidimo, da se paralelno dogajata dve stvari. Da gre v obe smeri. Več nekih načinov preprečevanja, recimo se tudi na področju, samo za hip, če grem še na to, kar sem prej govorila o posilstvih v vojni, reparacije. To pomeni finančna kompenzacija, to, kar seveda, česar se tudi cerkev boji, ampak je nujna, finančna kompenzacija žrtvu, je reparacije šele pred kratkim so recimo Kosovke dobile pravno formalno pravico do reparacij. Pa je pa še en problem, kako malo
Žrtev se odloči za reparacije, ne, da bo sploh zahtevalo. Tako da, ves čas imamo paralelna dogajanja, ne, zelo zaskrbljujočo militarizacijo vsakdanjega življenja in administrativno birokratizacijo, ki je v bistvu nasilje nad vsemi ljudmi, ne, ki je pravzaprav ohranjanje status quoja. To je še ena velika tema, ki bi jo lahko načeli. Ja, ne, in hkrati to, da so ljudje bolj ozaveščeni in da se pač odpirajo neki prostori. Ja, recimo ta samo pomeni da je pomembna jasna, nedvoumna privolitev v spolnih odnosih. Tudi 21 smo v Sloveniji spremenili zakonodajo, k čemer je pomemben prispevala tudi kampanja Inštituta 8. marec. A ti opažaš kakšne spremembe, recimo? Zdaj, zelo priporočam v branje knjigo Ja in filozofinje Caroline Emke, ki je napisana tako prijazno, da jo boste lahko prebrali pred spanjem, ne? Ni napisana težko filozofsko. Lahko bi jo spravili tudi v gledališče, ker je mišljeno kot gledališka uprizoritev. Tako je. In je pravzaprav ona si zastavlja ta samoumevno vprašanje, pa kako je mogoče, da nekdo sprejema ženske v šlafroku. Kako je mogoče, da je šlafrok postal, bi rekla, simbol predatorstva. In ne bi rekla to predatorsko obnašanje. Zanimiv je izraz, iz zoologije, plenilc. Tak zoološki izraz uporabljamo. Tako, torej v smislu nekoga, kjer stvar ni slučajna, predator zasleduje svojo žrtvo. In tako tudi tisti v šlafroku, ali pa tisti, ki dela samo po noči, dela samo nočne, zato ker je takrat varen, ali pa tisti, ki eksplicitno vabi, študentke na neke prostore in tako naprej. To bi danes označili kot predatorska obnašanja. Ali pa recimo tisti, ki eksplicitno, tako kot smo videli recimo v teh primerih, ki so bili v medijih strani duhovnikov, ko so samo z mladimi delali, ali pa hodili na tabore z mladimi in tako dalje. Zato je recimo David Finkelhor prav v Ameriki so prišli do tega, da je najbolj, da sta vedno dva vzgojitelja skupaj ali pa ženska in moški skupaj. Takrat se zmanjša število zloraba, kjer je vendarle nek nadzor. Torej v tem smislu predatorstvo. Namreč storilci so vedno znova ponujali to interpretacijo. Slučajno je bilo, nisem hotel, bil je nesporazum in žal mi je. In zdaj seveda to... Pa vse ženske se mi ponujajo. Mogoče tudi to, ali pa me je izzivala, bila je tako oblečena, da sem dobil sporočilo, da želi seksualni stik in tako naprej. Mogoče to je tudi ena taka tema, zdaj smo na tej temi, recimo tudi spolnega nadlegovanja. Mislim, tudi je prisotna neka recimo samoobjektivizacija, samoseksualizacija recimo na strani žensk. Absolutno. Ženske so seveda tako kot moški internalizirali to dolgo zgodovino tega, da je pač moški predator, ženska je pa, bi rekla, neka žrtva. In to je ključni problem, zato pa Istanbulska... Oziroma lov, izplen. Tako. Celo trofejo v tem smislu. Ja. Tako, in seveda, dokler tukaj recimo je feminizem, feminizem ni naredil koristi takrat, ko res deli ljudi na storilce in na žrtve. Češ, da so vse ženske žrtve pa vsi moški storilci, to je nesmiselno. In tukaj seveda se moramo vprašati, kako ženske sodelujejo v ohranjanju tega statusa quo. In ohranjajo in sodelujejo s tem, da se pustijo podkupati. Ta pojem podkupovanje je veliko sociologov uporabljala, moja priljubljena
Nira Juvel Davis, pa David Graeber in tako naprej, ampak poznamo ga že od Bismarckovih časov. Ne. Bismarck je podkupil, on je to tudi rekel, ne, podkupil bom delavce s tem, da jim bom dal javne storitve. Ne. Tako se je začela država. Ne. Zato, ker noče imeti protestov. Ne. Zdaj, nažalost, današnji oblastniki jim ni sploh v interesu, da bi podkupili delavce, ne, ker so delavci imajo tako malo moči, ne, da je to, da jih sploh ne rabi noben podkupati, ne, in tako naprej. Skratka, podkupovanje recimo to je lahko država lahko podkupuje, ne, recimo z dejanjem posebnih dolgih porodniških, recimo večletnih, kot imamo v vzhodnoevropskih državah, kjer se po 3 letih ženske ne vrnejo več nazaj na delovno mesto. Pa tudi v Nemčiji, ne? Bistveno V končni manj, fazi. bistveno manj ne, so kvalificirane in tako naprej, ne, počutijo se tudi nekompetentne, ne več dovolj samozavestne, da bi upravljale recimo zahtevne plačane zaposlitve, pa tudi delodajalci jih ne zaposlujejo. Ne. Tako da recimo jaz sem tukaj nekoliko kritična, ne, celo do teh recimo kampanj v zvezi z pravico do nekih dopustov v zvezi z menstruacijo in tako naprej. Komaj smo se, bi rekla, emancipirali, komaj so se nekatere ženske emancipirale, da se jih ne vidi kot bolne, ne, takrat, ko imajo menstruacijo. Ne. Pustimo ženske, ki imajo endometriozo, ki imajo neko klinično sliko. Ja, po drugi strani se pa to promovira, kot da takrat ženska si pa res nekako vzame čas zase, da se izogne vsega gospodinjskega skrbstvenega dela. Pa ne da naj bi to bil nek tak napredek. Ja, ne, pa še službo, ne, še delodajalec ne bo. Ja, kdo bo pa zaposlil žensko, ne, če bo tako? Mislim, tukaj jaz nisem nič romantična, ne, in mislim, da tukaj da gremo korak nazaj. No. Potem pa vsekakor je nekako, ne, res je, da so ženske še vedno tiste, ki naredijo največ interpretativnega dela, ne, in morajo navigirati, ne, kako se obnašati, kako se obleči in tako dalje. Ne. Istočasno pa nekatere ženske vedo, da z prav določenim obnašanjem, ne, bodo dobile neke priboljške, ki bombončke. Prosim? Bombončke včasih. Tako, ne, ki in zaradi tega na nek način ponavljajo in reproducirajo patriarhat. Ne. Igrajo to igro, sodelujejo, tudi se obrnejo proti drugim ženskam, ne. In zato je to tako močno, ne, zato ne moremo reči, to je samo zato, ker so moški nasilni, ne, daleč od tega. Pa demonizirati moških vse povprek. Ja. Jaz bi tukaj še izpostavila, ne, to gibanje Jaz tudi, ki sva ga sicer si ga že tudi omenila, ne, ki je imel oziroma ima, ne, verjetno še vedno pomembno vlogo pri ozaveščanju spolnega nadlegovanja. In bi tudi rekla, ti, ne, si skupaj z kolegicama Ireno Šumi pa Renato Šriber leta 2018 dala pobudo, da imamo tudi slovensko varianto tega, ne, ki ste jo potem peljali z Niko Kovač pa Inštitutom 8. marec, kampanjo, ne, mislim, spletna stran, Jaz tudi, kjer se je nabral kar nekaj zgodb, ki si jih analizirala, ne, ki si jih tudi strokovno analizirala. Pa, ja, te vprašam, če lahko povzameš mogoče neke glavne ugotovitve tvoje študije. Ja. Ja, sem tudi objavila o tem, če kdo hoče prebrati. Tisto, kar je bilo za mene zelo zanimivo, pa tudi tako zelo žalostno, ne, v tem smislu, je, da so velikokrat ženske govorile, kot temu rečemo, navadne zgodbe. Ženske so same rekle, to je čist navadna zgodba, mogoče vas sploh ne bo zanimala. Sprav ne neke spektakularne. Ne spektakularne, ampak pravzaprav ni bilo nobene, ki bi, vse so bile skoraj ženske, mislim, da sta bila mogoče 2 moška, en je bil tudi nebinaren in tako naprej, kar je pogosto, ne, pri nebinarnih ljudeh, da doživljajo ekstra spolno nasilje in tako dalje. Ne. Torej, zato govorim samo o ženskah. Ženske so kot da bi se upravičile, da pišejo.
Potem se jim je zdelo, da mogoče njihove zgodbe niso dovolj težke, dovolj hude. Ne, to se je meni zdelo zelo, zelo dramatično. Potem mi smo nekako po vzoru MeToo, smo rekli, ok, to bodo zgodbe o nadlegovanju na delovnem mestu, umetnice, kulturnice in tako naprej. In potem so ženske večinoma pisale o spolnih zlorabah v otroštvu ali pa o spolnih zlorabah v otroštvu, ki pa se je potem ponovila, ko so bile najstnice, pa potem recimo, ko so bile odrasle. To pomeni, recimo ženske, ki so bile že ozaveščene ali pa tudi že viktimizirane in so videle že vzorce in so tudi potem nekako reflektirale, sej, so podobnosti ali pa mogoče sem pa tukaj spet naredila neko naivno stvar in tako. In ves čas, ženske tudi samo so se prej spraševale, kaj sem naredila, potem pa tudi kakšne, spet koliko interpretacijskega dela so naredile. Sem se mu izogibala, tistemu sosedu, kjer imamo skupaj vikend in tako naprej, da se ja ne bi srečala sama. Potem nikoli več nisem šla na avtobus, ki vozi tako, da ne bi bilo več nikogar na avtobusu, ker se je mlademu dekletu zgodilo spolno nasilje in tako naprej. Tako da zgodbe so bile zelo navadne, zelo lokalne, zelo običajne, kar je meni povedalo, da ženske niso imele priložnosti o tem govoriti, da niso govorile, da niso, kaj šele, da bi to prijavile. In zelo, zelo veliko torej spolnih zlorab in spolno nasilje in zlorabe so se dogajale povsod, od zdravnika do knjižnice, od avtobusa do taksista. Manj je bilo, bi rekla, teh masovnih zlorab, teh gang rape, ki recimo so znani iz Ukrajine, Rusije in druge vzhodne Evrope. Indije, recimo tudi, Ja, ampak predvsem tako zelo subtilno spolno nadlegovanje, nasilje in tako naprej. Vedno v kontekstu moči, vedno je bila zgodba, večinoma so imele zgodbe gosto pisane, da se je zelo dobro videlo točno delovanje storilca. Ja, zdaj čas se nama za danes nekako izteka, ker Darja ima potem imaš opravke. Bi te pa vseeno vprašala, mislim, tako pogosto slišimo tudi, nažalost, v Sloveniji je to en tak prisoten diskurs, da smo ženske zdaj preveč emancipirane, preveč liberalizirane, preveč avtonomne. Mislim, ti si veliko tudi pisala o tako imenovanem neopatriarhatu, pa bi mogoče še o tem rekla kako besedo, kako se na to odzvati. Ja, torej tukaj imamo ravno tako paralelno zgodbo. Torej, imamo zelo, zelo veliko na različnih ravneh tradicionalnih pogledov in interesov, da bi se ženske bolj nadzorovalo. Bodisi zato, ker neoliberalna država, ki privatizira javno dobro. Privatizira javno šolstvo, javno zdravstvo, javne servise. Ženske potrebuje jih v najbolj tradicionalnih vlogah. Potrebuje jih kot matere, tiste, ki bodo skuhale kosilo, če ne bo več šolskega kosila, tiste, ki bodo rojevale zaradi ideologije, da je potrebno povečanje, bi rekla, narodovega telesa. In za vse to se potem, bi rekla, tradicionalne, konzervativne, desne stranke pravzaprav se osredotočijo na ženska telesa in na ženska ravnanja. Torej na ženska telesa predvsem v zvezi s tem, da je treba žensko nadzorovati, koliko otrok ima, pa tudi kdaj, pa s kom celo. Potem treba je poskušajo nadzorovati tudi to idejo družine, kaj je prava družina in tako naprej. In z najrazličnejšimi zelo subtilnimi metodami žensko potisniti ven iz plačane zaposlitve. Poglejte recimo novo zakonodajo na področju dolgotrajne oskrbe. Tam je
če hoče biti človek doma in dobiti dolgotrajno oskrbo, je to lahko samo družinski oskrbovalec. Ne? Torej, seveda zakon govori o moškem spolu, torej to so praviloma ženske družinske oskrbovalke. Te so lahko samo osebe, ki so na naslovu oziroma pač sorodnice. Ne? Torej, jaz nimam nič proti, da je to tako, čudovito je, če si ljudje med sabo, ki so blizu, skupaj ali tako pomagajo. Ampak ne bi smelo biti samo to. Ne? To pomeni, zdaj je družinska oskrbovalka bo ženska. Ne? Žena, hčerka in tako. Zdaj imamo recimo primere, da je hčerka pustila službo. Ampak ker zakon še ni informacijsko podprt, je ta hčerka, stara 35 let, je brezposelna. Ne, in ne dobi, torej, potem recimo zakon o osebni asistenci. Ne. Polovico je staršev, ki so pustili, mnogi so bili brezposelni, mnogi so pa pustili službe. Kdo so to? Večinoma ženske. Ne. Torej, tukaj vidimo, kako razpad javnega dobrega. Ervin Milharčič Hladnik odlično pravi, to so družinske vrednote. Ne. Tisti, ki smo za javno dobro, ne, za javne službe, za javne servise, za javno šolstvo in za javno zdravstvo smo tisti, ki zagovarjamo družinske vrednote. Ne, ker vemo, kako je to pomembno za ohranjanje, bi rekla, družinske kohezivnosti ali pa bi rekla funkcionalnosti družine, zato ker dva človeka ali pa en človek sam ne more vse te servise v eni osebi opravljati. Ne. Medtem ko zagovorniki privatizacije, ne, pa tudi vejo, ne, da je privatizacija možna samo, če bodo privatizirali ženska telesa in ženske. Torej, če bodo ženske vrnili nazaj v pred, bi rekla, socialistično, da tako rečem, stanje, kjer so ženske opravljale tisto, kar so potem opravljali javni servisi. Ne? In tukaj imamo, bi rekla, to sprego nekih konzervativnih vrednot in neoliberalizma. Ne? Zaradi tega govorimo o neopatriarhatu, kjer je neoliberalizem bi rekla, z vsemi značilnostmi patriarhata. Ne? In tukaj seveda zgubili bodo tako ženske kot moški. Ne? In tudi ženske in moški izgubljajo. In je tudi seveda škoda sploh, da moramo sploh govoriti o ženskah in moških na ta način. Ne? Ampak seveda na kratki rok pa se zdi, da je to rešitev za privatizacijo. Ja, veliko vidikov, veliko tem, so pa nekako počasi zdaj prišle k koncu. Mogoče še kakšne zaključne misli na vse te teme ali mogoče tudi neke take misli za naprej? Jaz mislim, da je treba veliko brati, se veliko pogovarjati, biti zelo pozoren in se upreti administrativno-birokratskim tendencam, ki so na delu v vseh porah, bi rekla, našega bivanja v tem hipu, da se moramo zelo zavedati, da je, mislim, da je po moje edino, kar je zdaj možno, je, da smo zelo pozorni proti, da pogledamo, da zavrnemo militarizacijo Evrope, sveta, in da se vsi borimo v bistvu za to, da vse nasilne strukture, ne samo, bi rekla, te interpersonalne, ki so seveda strukturne in zgodovinske, ampak se kažejo na interpersonalni ravni bolj kot sicer, da jih pravzaprav vse zoperstavljamo. Zato, ker eno nasilje rodi drugo nasilje. In ni tudi interpersonalno nasilje ali pa nasilje nad ženskami ni zunaj vseh struktur, ampak je del, bi rekla, temu, čemu rečemo strukturno nasilje, administrativno nadzorovanje danes ljudi in tako dalje.
Hvala za vsa vprašanja, Metka. Ja, hvala lepa, Darja, za te poglobljene poglede, zelo široke poglede, zelo eno tako pretanjeno tudi razumevanje, ne, vseh teh vidikov, ne, vseh teh niti, ki nas na nek način potem upravljajo na nek način z nami. Ne. Veliko tega se sploh ne zavedamo, ne, in je ne samo na psihološki, osebni ravni, ampak na toliko enih širših, sistemskih, družbenih ravneh. Tako da res najlepša hvala za ta pogovor. Ja, pa uspešno delo še dalje. Ne. Hvala tebi in enako. Ja, hvala lepa vsem, ki ste naju gledali oziroma poslušali. Pa lep pozdrav do naslednje epizode.